Spoštovani vsi navzoči, dobrodošli na Vodnikovi domačiji. Končno ga imamo. Nov prostor dela, srečevanj, umika in povezovanj. Veseli smo, da je bila na Vodnikovi domačiji v polovici avgusta vzpostavljena soba za pisanje. Prostor za vse, ki za pisanje besedil potrebujejo miren kotiček in računalnik. Soba za pisanje je plod mnogoterih premislekov, mnoge energije in skupnega sodelovanja 3 različnih akterjev. Mestne občine Ljubljana, ki je lastnica stavbe, Divje misli, ki upravlja Vodnikovo domačijo, in Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, ki je v okviru projekta Forget Heritage programa Interreg Srednja Evropa pridobila finančna sredstva za delno prenovo prostora in za izvajanje enoletnega podpornega programa z področja pisanja, torej delavnice, mentorski program, različni predstavitveni dogodki udeležencev programa. V prvem letu delovanja je program namenjen mladim od 15 do 29 let starosti. Ker je divja misel doma na Vodnikovi domačiji in je dnevno vpeta v delo in aktivnosti sobe za pisanje, k uvodni besedi najprej vabim direktorico Divje misli Tino Popovič, ki nam bo spregovorila več o pomenu tovrstnih prostorov. Hvala. No, jaz najprej moram povedati, da nočemo biti doma na Vodnikovi domačiji. Lepo je tle delati in ustvarjati, lepo pa je tudi doma, kjer imamo vsak svoj zaseben prostor. Mogoče na začetku povem malo, kako se je sploh Vodnikova domačija sestavlja. Jaz se živo spomnim, zdaj na Zavodu Divje misli, mogoče to povem, z domačijo upravljamo dobre 3 leta. V tem času se je veliko se je zgodilo povezovanj, veliko stvari smo tudi razvili za ta prostor, ampak na začetku je bil en tak delovni obisk Vodnikove domačije, kamor sva s sodelavko Katja Preša šli, preden sva se sploh odločili in prijavili na razpis mestne občine. Sprehajali sva se tle po domačiji in spomnim se pa, ko sva prišli domov, da sva imeli obe polne glave enih idej, kaj bi ta prostor lahko bil, zakaj bi ga bilo smiselno uporabiti in kakšne so tudi potrebe mesta. Potem je temu prvemu obisku sledil veliko enih pogovorov z različnimi ljudmi, ki na področju literature v mestu delujejo. Pogovarjali smo se, preverjali smo pri posameznikih, pri organizacijah, kakšne so potrebe in počasi potem se odločali, kam domačijo usmeriti. In ena prvih odločitev je bila, da to ne bo samo prireditveni prostor, kjer se bodo zvečer tle odvijali literarni dogodki, ampak da nas zanima predvsem razviti en javni prostor, ki bo povezoval vse, ki na področju literature v mestu delujemo, ki bo tudi razvil programe, ki jih v mestu na področju literature še ni. In zdaj se nam je pomembno, da vzpostavimo tudi neke prostore, ki bodo odprti in dostopni v vsakem trenutku, ko ljudje pridejo, ko vstopijo na domačijo. Tako da prve stvari ali pa prvi prostori, ki smo jih odprli, so bili v pritličju. To je bila čitalnica, kjer so in še vedno so na voljo sveže knjige in časopisi, kamor lahko ljudje pridejo, berejo. Potem smo to dopolnili s časoma še z eno majhno knjigarno. Potem smo odprli eno stalno enoto knjižnice pod krošnjami, kamor predvsem družine prihajajo, berejo, ležijo po tleh in se imajo fino s knjigami. Potem smo galerijo, ki je sosedna hiša domačije, oblikovali v galerijo, ki se je specializirala za ilustracijo in strip, kar je bilo tudi v mestu potrebno in smo odprli en pomemben prostor. In potem je zelo spontano, meni enkrat na misel prišlo, da bi lahko v enem prostoru tudi, da bi en prostor lahko namenili pisanju. Po pogovori z ljudmi, predvsem s puncami, ki so v enem trenutku mogoče ostale doma, dobile otroke in so te predvsem, ki se ukvarjajo s pisanjem, se mi zelo velikrat pritožile, da kar naenkrat pol nimaš več možnosti dela doma, seveda, ves čas si prekinjen, otroci bolijo, ne moreš. In se mi je zdelo, da lahko Vodnikova domačija enega od prostorov temu nameni. To je bilo tako zelo hitro, ene mize smo prinesli v sobo, dali smo en hiter razglas ven, da če potrebujete prostor, lahko v njem pišete. In javila sta se 2. In to je bil Esad Babačič, ki je zdaj tudi eden od nominiranih za Inkovo nagrado to leto, in pa Jedrt Maležič, ki je prevajalka in pisateljica. Ona dva sta zelo hitro prišla, zelo sta bila vesela.
En zelo kratek čas sta ustvarjala v tej sobi za pisanje, ker je namreč potem prišla zima in smo ugotovili, da je ta prostor neprimeren. Bil je zelo mrzel, imela sta kaloriferje pod nogami, Wi-Fi točke nismo mogli vzpostaviti noter zaradi debelih sten, tla so bila, edina original tla v sobi, zelo poškodovana, tako da smo pol to zelo hitro v bistvu zaprli in je ta neka začetna ideja tako malo ponikala in stala. In potem se v enem trenutku pojavil RRA LUR, to je razvojna agencija, ki je ustanovila mestna občina in je v mestu zadolžena za to, da razvija v regiji različne projekte. In en projekt, ki se nam ga predstavili, se imenuje Forget Heritage in ta projekt predvsem na evropski ravni skrbi za to, da se neke prakse, kako upravljati s takimi spomeniškimi stavbami, kot je Vodnikova domačija, delijo med različnimi upravljalci in da si lahko, ne vem, pomagamo, da so neke izkušnje, ki si jih lahko delimo in da se lahko tudi mogoče nek model upravljanja postavi. Mi smo se tega seveda zelo razveselili in nas so na nek način prepoznali kot nek pilotni projekt, kjer bi lahko delno neko tako upravljanje sprobali. In sprobali smo ga na primeru te sobe za pisanje. Tako smo v letošnjem poletju uspeli s sredstvi, ki ste jih namenili za to obnoviti original tla, ki so se restaurirala. Potem smo elektriko napeljali in internet v sobo pripeljali. Nakupila se je oprema računalniki, se pravi, da se lahko danes v sobi piše tudi z opremo, ki se jo uporablja. In potem smo razmišljali tudi o programih, ki bi jih bilo vredno v tej sobi še ponuditi. Kadar razvijaš programe, jasno je prva stvar, v kateri se sprašuješ, za katero publiko to narediti. Tako sobo lahko ponudaš profesionalnim ustvarjalcem na področju literature, lahko mladim, lahko osnovnošolcem, lahko starejšim. Tako da smo najprej razmišljali, kaj bi bilo najbolj smiselno v prvem koraku. Tako da smo pa tudi z zavedanjem o tem, da se v prihodnosti v Ljubljani odpira palača Cukrarna, ki bo prostor literature in mladih, se meni zdi vedno pomembno, da se ene stvari dolgoročno razvijajo. In Vodnikovo domačijo tle vidim kot en tak dober poligon, ki lahko na majhnem formatu sproba v bistvu zelo veliko enih programov, da se jih razvijati in v enem trenutku, ko so razviti, ko so mogoče tudi, ko prerastejo ta mali prostor, se jih da prenesti v mesto, se jih da prenesti tudi na kakšne druge prostore. In tle jaz vidim to vrednost. In sobe za pisanje kot enega koncepta, ki v bistvu še ni sproban, tako da na začetku tudi nismo vedeli, a bo sploh zanimanje za to vrsten prostor, a bo zanimanje za te programe. Tako da zaradi palače Cukrarne in prostora namenjenega mladim se nam je zdelo, da se v prvem letu in tudi s festivalom, sicer, ki ga na Vodnikovi domačiji literarnim za mlade pripravljamo že 3 leta, se na nek način zdaj usmerjamo v razvijanje programov za mlade. Tako da letos konc poletja so, mislim, da 2 delavnici sta potekali konc poletja, ena trenutno poteka. Gre za delavnice, ki podpirajo mlade pri pisanju na zelo različnih področjih, od prevajanja, ena delavnica se je ukvarjala s tem, kako knjigo postaviti na oder, zdaj ena poteka, kako se lotevati pisanj besedil za glasbo, obeta se še pisanje potopisa, tako da z nekim sklopom delavnic bomo, poleg tega, da bomo ponudili mladim prostor za pisanje in delo, tudi to ustvarjalnost probali podpreti. Jaz verjamem v to, da književnost ima neko transformativno moč, predvsem v tem, da nam kaže tudi to, da je neka prihodnost mogoča. In Kristina Kranjc, ki je ena od udeleženk in ena od delavnic prevajalskih, ki smo jih imeli na Vodnikovi domačiji, sodelovala je tudi pri zasnovi in izvedbi našega festivala. To je, Kristina je, evo se tudi vidim tamle tudi z nami danes v 3. vrsti, mogoče ta zaključek končam z enim njenim citatom. In sicer je rekla, mi odločamo, kaj je vredno in mi lahko besedi pripišemo moč. Upam, da bo soba za pisanje imela neko vlogo pri tem v mestu in tudi sicer. Hvala. Hvala lepa, gospe Tini, za prisrčne in iskrene besede. Sedaj pa vabim k besedi magistro Liljano Madžar, direktorico Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, da z nami podeli, kako napredek pilotnega projekta sobe za pisanje vidijo v RRA LUR.
seveda lepo pozdravljeni tudi v imenu Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, ker težko bo še kaj dodati o sami sobi za pisanje, ker sta predhodnici že tako izčrpno povedali vse o teh vsebinah. Pa bi mogoče samo v nekaj stavkih povedala, pač, kdo je Regionalna razvojna agencija. Zelo kratko se predstavimo kot pobudnik, soustvarjalec in skrbnik trajnostnega razvoja Ljubljanske urbane regije, ki ob naši prestolnici Ljubljani povezuje še 25 občin in zagotavljamo tak skladen, učinkovit in celovit razvoj. Kar seveda pomeni, da moramo biti pozorni in prepoznavati vse potenciale. In to tudi počnemo in tako smo že leta 2015 prepoznali potencial tudi v kulturni dediščini in pristopili k pripravi tegale projekta Forget Heritage. In skupaj s 10 partnerji iz 7 držav in tudi tu imamo še enega slovenskega partnerja, Inštitut za ekonomska raziskovanja, tamle pozdravljam Damjana in Niko, že v več projektih lepo sodelujemo in tudi tokrat nam gre dobro. Kot je bilo rečeno, pač se projekt osredotoča na oživljanje stavb kulturne dediščine z novimi vsebinami, predvsem kulturnimi in kreativnimi industrijami, ob vključevanju različnih javnosti in seveda tudi prepoznavanju in načrtovanju različnih modelov. In znotraj projekta nam je omogočeno pač nekatere vsebine tudi preizkušati. Tako trenutno poteka 8 pilotnih projektov in eden tistih, ki je za nas najbolj zanimiv, na katerega smo seveda najbolj ponosni, je soba za pisanje. Tudi tokrat dokazujemo, da je pač za učinkovite in gotovo sem že zdaj prepričana uspešne zgodbe potrebno sodelovati in se pač kot vedno že zahvaljujem Mestni občini Ljubljana, naši ustanoviteljici, za sodelovanje pri tem projektu, divji misli, kolegom iz inštituta in seveda mojim sodelavkam in sodelavcem. Naša odločitev seveda v kaj osredotočiti energijo in sredstva ni bila težka, ker v Ljubljani se literatura in dobra beseda že dolgo cenita, kajti ni zastonj dobila laskavih naslovov svetovne prestolnice knjige in mesta literature, pa mislim, da bo o tem več Mateja povedala. Mislim, da se lahko podobne zgodbe aplicirajo še marsikje v regiji, ker imamo še približno oziroma več kot 30 zgradb, kjer so ustvarjali slovenski pesniki in pisatelji in prepričana sem, da bomo uspešne zgodbe skupaj gradili tudi naprej. V sobi za pisanje pa želim veliko dobre energije, uspešnih zgodb, pravih besed in predvsem dobrega razpoloženja. Hvala. Hvala lepa, gospa Mačar. Ljubljana je leta 2015 dobila naziv mesta literature in se s tem pridružila lepi druščini mest, živahnim literarnim utripom in bogato literarno dediščino. Kolektiv RRA Lur se je odločil, da k sodelovanju k projektu povabi tudi hišo branja, pisanja in pripovedovanja, torej Vodnikovo domačijo. Svojo prisotnost na prireditvi danes je sprva potrdil tudi gospod župan Zoran Janković, ki pa je zaradi nujnih obveznosti žal zadržan. Zato pa v njegovem imenu vabim na oder k nekaj besedam vodjo oddelka za kulturo Matejo Demšič. Večer, spoštovani gostje, najprej draga Tina z sodelavkami in sodelavcem, spoštovana direktorica RRA Lur, dobrodošli na Vodnikovi domačiji. Mesto Ljubljana je mesto knjige, kot je že bilo povedano, leta 10 smo bili svetovna prestolnica knjige in leta 15 smo
z precej trdim delom pridobili naziv UNESCO-vega mesta literature in se tako priključili mreži UNESCO-vih kreativnih mest. Mi smo precej v dobri poziciji tukaj na tej strani mestne občine Ljubljana, že tudi zato, ker imamo v mestu tako število odličnih nevladnih organizacij. In ena izmed tistih je Zavod Divja misel, ki ne samo tisti, ki poznate knjižnico pod krošnjami, je tudi tista, ki je Vodnikovo domačijo iz zaspanosti, skoraj da otopelosti obudila k življenju in jo postavila v srce kulturne četrti Šiška. Kolegi iz kina Šiška bojo zdaj zastrigli z ušesi, ampak oni so po gabaritih nekaj glasnejši, vi pa prodornejši. Sama knjiga v mestu ima ne samo tradicijo, ampak za knjigo tudi dobro skrbimo, predvsem zato, da jo še kdo vzame v roke, predvsem tisti najmlajši, da jih navajamo na kulturo branja. Tako kot pravi eden od naših največjih pesnikov, če ne bomo brali, nas bo pobralo. In ker še mislimo kar nekaj časa obstati tukaj, je prav Vodnikova domačija tista, ki bo ne samo negovala branje, ampak od danes oziroma od poletja naprej tudi pisanje. Soba za pisanje, povzela te bom, Tina, po zadnjem citatu, naj zato ne bo samo soba literarnega ustvarjanja, ampak predvsem literarne moči, ki bo lahko za svojo vsebino spreminjala realnost, ki nam trenutno ni najbolj naklonjena, pa če še tako trudimo biti optimistični. Naj se ob tej priložnosti zahvalim za odlično sodelovanje. Vemo, da je to samo eno od mnogih in da pričakujemo, da bojo sledila še nekatera. Vam zaželim prijeten večer in upam, da ste med nami tudi taki, ki ste uporabniki ali bodoče uporabnice te sobe za pisanje. Za župana pa naj povem, danes se v mestu dogajata dva pomembna dogodka. Eden je ta tukaj na Vodnikovi domačiji, drugi je pa 70. obletnica ene od naših kulturnih hiš, in sicer Lutkovnega gledališča Ljubljana. Ko smo se z županom dogovorila, da se porazdeliva obveznosti, oziroma ne bolj obveznosti, ampak tisti, ki je zgrabil prvi, je dobil tisto, kar je hotel. Odkrito. Skratka, imejte lep večer in še enkrat hvala za to, da danes lahko uradno odpiramo sobo za pisanje.